Zdaj govorimo o apostolskih delih in smo v 9. poglavju. Ful smo hitri. In ful zanimiva, ful en najboljših poglavij. Dajmo si pogledati, apostolska dela 9.1. Medtem je Savel še naprej besnel in grozil smrtjo gospodovim učencem. Se pravi, on je besnel in grozil smrtjo gospodovim učencem. Se pravi, samo zato, ker si učenc Jezusa, te je Savel hotel ubiti. In je šel toliko daleč, ta sirena ni, a si predstavljate, da ta sirena, da bi nas lovila, kje so še kristjani, da jih gremo ubiti. Šel je k velikemu duhovniku in si izprosil pisma za shodnice v Damasku tako, da bi lahko vsakega privrženca poti, moškega ali žensko, uklenil in prignal v Jeruzalem. A si predstavljaš, da bi takrat ti živel? A si predstavljaš, da recimo, če se nočeš cepati, te bomo pa uklenili in mučili, dokaj ne boš prostovoljno se dal cepati. V takšnem okolju je živel, samo zato, ker verjameš v Jezusa. Se pravi, včasih gre država do konca, te hoče svobodo vzeti. Zato se moramo pač vedno boriti. Najprej tako, da molimo za te, ki so na oblasti. Hvala ti, Oče, za vse, ki so na oblasti. Da lahko živimo v miru, amen? Da nismo preganjeni brez veze, haleluja, ampak da se lahko evangelij širi, haleluja, in zavzame kraljestva tega sveta. Ampak Bog je imel drugačen plan, pogledajte to. Med potjo, ko se je bližal Damasku, pa ga je nenadoma obsijala luč z neba, haleluja. A kdo od vas že videl luč iz neba? A si kdaj videl luč iz neba? Kar obsijala ga, wow, noro, je Bog dober, haleluja. Amen. Z mano se včasih kdo krega, da ni Boga, da to se si nekaj izmislil. In po, tvoj oče je rekel, mogoče pa je nekaj. In to po koliko letih verouka in imaš? 80 let hodil v cerkev in na koncu reče, mogoče pa res je nekaj. In to šele pol, ki tebi videl. Ki je videl, da je luč obsijala njegovega sina. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Jaz se redko kdaj s kom prepiram tako filozofsko. Redko kdaj. Ker se mi ne da. Meni se sploh ne da. Meni se ne da prepričevati ljudi. Res. Razen, če sem res kaj našpičan, orang. Ampak ponovadi se mi ne da. Ponovadi sam hočem, Bog, daj razodensem, daj pusti malo svojo lučo na njih, nokautiri jih svetim duhom, haleluja. Hvala ti, Jezus. Reči, naj luč iz neba posije na mojo familijo, haleluja. Amen, haleluja, Oče. Mi verjamemo za tvojo luč, da razsije vse ljudi okoli nas, haleluja. In valjda tudi tebe, če še slučajno nisi, haleluja. Ti si na prvi na seznamu, haleluja. In pogledajte, kaj se je zgodilo. Padal je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel, Savel, Savel, zakaj me preganjaš? A ni osupljivo? Jezus je vzel osebno, da je on preganjal cerkev. Se pravi, Jezus ni rekel, Savel, zakaj preganjaš mojo cerkev? Kva preganjaš te učence? Pusti, vsi so dobri ljudje. Ne. On je rekel, zakaj mene preganjaš? Se pravi, kdorkoli tebe preganja, tukaj si Jezusov učenec preganja direkt Jezusa. Amen? In to je ful dobro. To pomeni, da ne je resno tega vzeti. Ne mislim resno, osebno. Ne osebno tega vzeti. Kdorkoli te preganja, je Jezus rekel, mol za njega. Zakaj? Ker preganja Jezusa in to je pa najhujš. To je pa katastrofa, da greš direkt Boga preganjati.
ampak dejansko ga, kadar preganjaš njegove učence. Haleluja. Rekel je, kdo si Gospod? Se pravi, Gospod je Kyrios, to je oblastnik, kralj vesolja, največja avtoriteta. On je vedel, da se je zdaj srečal z največjo avtoriteto. In pazite, on je bil en najbolj izobraženih ljudi takrat živečih, ful religiozno usposobljen človek. Se pravi, to je človek z največjo teološko in filozofsko izobrazbo, ki ga luč obsije in prav, kdo si Gospod. Naenkrat je videl, da nima pojma, da vse diplome, nič mu ni pomagal. In tudi Pavel na koncu pravi, da vse diplome, ki jih ima, so mu toliko vredne, kot toalet papira. To je na koncu pol v enem pismu, malo parafraziran seveda. Ampak razumeš, da jaz sem včeraj se z enim teologom pogovarjal, ki ima čist zmeden življenje, čist katastrofa. Se rekel, pozab vselej. Pozab, zdaj, ko si z nami 2 uri, nič ne skrbeti. Ne imeti milijon vprašanj, sam sreči se z Jezusom. Ti rabiš svetega duha. Tebi se mora nekaj z Bogom zdaj zgoditi. Razumeš? Tebe mora nekaj nokautirati ven iz tvoje religije, razumeš? Ven iz tvoje teologije, nekaj konkretnega rabiš. Dotik Boga, srečanje z Bogom, haleluja. Nekaj, ki te bo transformiralo za celo večnost, haleluja. Kdo si Gospod? Glas pa je odgovoril, jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Wow, noro, a? Noro, haleluja. Jezus mu pride, jaz sem Jezus, haleluja, ki ga ti preganjaš. To je ime nad vsakim imenom. Jaz sem 5. julija 92, nisem videl svetlobe, ampak naenkrat je nekaj eksplodiralo okoli mene. In Božja prisotnost je padla name, vse kocine so mi šle po koncu. Mislil sem, da me je nekdo na ful štrom priklopil. In potem sem sam zaslišal glas, nič nisem videl cerkev, sam glas sem zaslišal, ki je rekel, jaz sem živ, kje si pa ti, Klemen? Ampak jaz sem vedel, da je to Jezus, pa sem bil ateist, nikoli nisem bil v cerkvi. In sem vedel, da to je Jezus. A ni to zanimivo, kako sem to vedel? Kako sem sploh vedel, da je ta glas, ki je rekel, jaz sem živ, da je to Jezus. To je nadnaravno. To je čist nadnaravno. In vedel sem, da on je Bog. Vedel sem, da on ni samo neka duhovna figura, ampak da on je alfa, omega, začetek, konc, Bog, resnica, smisel, vse, haleluja. Vedel sem, da nič mu ne pride do gležnjev. In potem sem sam rekel, rad bi te spoznal. In sem se razjokal pred njim in pojma nisem, kako pride do Boga. In pol, hvala Bogu, me je moj preprodajalec droge mi je povedal evangelij, haleluja. Ker noben od teh duhovnikov me ni znal kje se pripeljati, se predstavljaš, haleluja. Poglej zdaj naprej. Zdaj pa vstani in pojdi v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti. Možje, ki so potovali z njim, so obstali brez besed. Slišali so glas, videli pa niso nikogar. Savel se je dvignil stal, to da, čeprav je odprl oči, ni nič videl. Prijeli so ga za roko in peljali v Damask. 3 dni ni nič videl in ni ne jedel, ne pil. Se pravi, on je bil v bistvu serijski morilec kristjanov, en najbolj inteligentnih, intelektualnih ljudi na zemlji tih čas in Boga nokautira, za 3 dni je slep, nič ne vidi. Ve zdaj, da je Jezus Gospod, da on je alfa in omega, ampak čaka zdaj rešitev, cerkev, koliko je takih ljudi v Sloveniji, haleluja, amen. Koliko je ljudi, haleluja, ki imajo neko duhovno izkušnjo, pa čakajo tebe, da jim boš povedal. Meni je mogel pač en človek, še sam ni bil na novo rojen, mi je povedal, kako naj sprejmem Jezusa. Ampak brez njega se jaz ne bi na novo rodil, jaz sem rabil nekoga, da mi pove. In zato si ti izredno pomemben človek na zemlji, haleluja. Ti imaš besede, ki lahko spreminjajo življenje ljudi. In če ena oseba pride k Jezusu preko tebe, si lahko srečen cel življenje, haleluja. Ker ne veš, kaj se bo pol naprej zgodilo. Na koga ta človek vpliva, na koga boš jutri vplival. Jaz sem govoril, jaz imam rad take osebne primere, ampak ne bojte se, nikoli ne govorim imen pa priimkov.
Predvčerajšnjem sem govoril z enim človekom, ki je bil malo depresiven, zato ker nima službe. Cel življenje je bil navajen ful dobrih služb. In potem sem rekel, pa kva se sekiraš, da nima službe? Kva sploh sekiraš? Ti zdaj živiš v najboljšem času svojega življenja. Poznaš Evosa, imaš čas za Boga, haleluja, uživi z Evosom. Uživi ful z Evosom. Amen? Uživi ful z Evosom, haleluja. Bodi vesel, da si živ, pa da poznaš Evosa. To je največ, kar lahko dosežeš. Vse ostalo je bonus, haleluja. Imaš dobro službo, haleluja. Imaš za jest, pa da zapit, haleluja. Imaš ful dober avto, slava Bogu. Nimaš avta, spet slava Bogu, haleluja. Imaš pa kolo, nimaš kolesa, ok, imaš superge, nimaš, hod bost, nima veze. Važno, da si živ, pa da imaš Evosa, amen? Zelo ful vesel, haleluja. Res, zelo si vesel, ful, haleluja. Lahko eni osebi, mogoče si brez avta, 5 na 100, pa unmo, ki te bo stavil, lahko življenje spremeniš, haleluja. Na koncu bo dal in avto in hišo. Nikoli ne veš, haleluja. Amen, važno, da se veseliš v Bogu. Jaz se s tem človekom dobil rekel, ja, bil sem v 40-dnevnem postu, pa sem šel spet v en drug post, ki zdaj, ki izgubil službo. Se rekel, lej, zakaj ne bi raje užival z Evosom? Ker dolgoročno ne moreš živeti od posta, lahko pa umreš. Dolgoročno se moraš naučiti uživati z Jezusom. Nič drugega te nov pripeljalo v življenje izobilja. Razumeš? Post je lahko neka kratkotrajna izkušnja, ki nekaj premagaš. Ampak ne moreš po postu živeti, cerkev. Ti moraš živeti z odnos, da imaš živ odnos z Bogom. In to je tukaj Pavel doživel. Razumete? Cel 9. poglavje govori o tem, kako se človek transformira. In so 3 točke v vsaki transformaciji. Jaz sem si napisal transformacijo na A4 list, zato da sem fokusiran, da ko imam priliko, če mi dajo 5 minut, to je glih en A4 list. In če bereš apostolska dela, Pavel je imel pričevanja 2 minuti, 5 minut ali pa celo noč, da je človek iz okna dol padel pol, ker je bil že toliko zmatran. Ampak ni problem, ga je pol obudil od mrtvih. Ampak moj verzije pričevanja, ker če ste ponud prilika, da poveš, kaj ti je spremenil življenje, imaš 3 točke, kaj si bil, kako si živel brez Boga. Najpomembna je 2. točka, kako si se srečal z Evosom. Ni nujno, da te je luč obsijala. Haleluja. Lahko si tako, kot Boštjan, cel življenje pošten človek. Nikoli preklinil, nikoli kadil, nikoli nobenega prevaril, haleluja. Ful zvest posod, ampak ni bilo dost. In pol je prišel med ene verske fanatike, ki so na ves glas se drali v Evosu in slavili Boga. In se je srečal z Evosom. In vse ono prej matrnje, religiozno ga ni moglo odrešiti. Pa po 1 sekundi sem v Evosa razvedel v srcu, se spreobrnil in prav, če boš Boštjana vprašal, ti je povedal, da prej videl črno-belo, zdaj vidi v barvah. Toliko se mu je življenje spremenilo. In to je spet best. In pol 3. točka, se pravi, imaš srečanje, kako si se srečal z Bogom. Jaz recimo točno 5. julija 92, okoli pol dneva, ki je bilo najbolj vroče, paf, nekaj eksplodira in pride Evos in mi govori. Ampak tudi če ne veš datuma, tudi če ne veš točno minute, moraš imeti izkušnjo, da si se spreobrnil. Res to je ful pomembno. Če si brez pričevanja z Evosom, pa se zaklen v sobo, dokaj noš imel pričevanja, da si se srečal z Evosom. Ker ne ti povem, krščanski center te ne more odrešiti. Ne more. Ti lahko hodiš sem, dokler Evos pride nazaj, pa noš odrešen. Razumeš, to te ne odreši. Karkoli človek sproducira, te ne bo odrešil. Tebe odreši samo tvoja izkušnja z Evosom. Ti rabaš pričevanje v svojem življenju. Če nimaš pričevanje, bil sem slep, zdaj vidim, bil sem v temi, pol sem se srečal z Evosom, zdaj sem v luči. Zdaj moj življenje tak. In pol Boštjan reče, haleluja, zdaj pa, ko odprem Biblijo, prej mi je bila to obveza, zdaj pa, ko odprem, so to žive vode. Zdaj pa ljudje mislili, da sem se začel drogirati, ker sem enostavno poln veseljem. Kamorkoli pridem, okužujem ljudi z radostjo in veseljem. In
In a veste, da sva midva z Boštjanom špilala tenis na Čopovi ulici, zraven Prešernovega trga. Si predstavljaš, koliko se je njemu življenje spremenilo? Midva sva špilala v drami, seveda. Midva sva imela dramo, samo da se folk nabere. Z enim beram bor, klesenim luparem se špilala. In pol, ko se dosti folka nabral, sva začela pridigati. Ampak moraš imeti pričevanje sam v svojem duhu. Takole sem živel, nisem imel namena, nisem poznal Boga. Povabili so me tja, srečal sem se z Bogom. Ali tam, kjerkoli, pač moraš vedeti, da si srečal z Bogom. Blagor tebi, Duško, ti lahko vsakmu na YouTubeu pokažeš. 1.1.2021, prvi odrešen v letu 2021 v Ljubljani, haleluja. In vsi lahko gledajo, haleluja. Ampak to rabiš, haleluja. Ne umreti brez pričevanja, haleluja. In pol tretja točka, kako zdaj živiš. Kaj je Jezus dobrega naredil v tvojem življenju? Kako je, tudi če nisi še dobil, ne vem, sanske službe, ne vem, karkoli že misliš, da rabiš, da boš srečen, ko v bistvu ne rabiš. Ti rabiš samo odnos s Bogom, da boš srečen, haleluja. Ok, dajmo si naprej pogledati eno fenomenalno stvar. Se pravi, predstavljate se, Pavel je bil tako, kot, ne vem, Osama bin Laden. On je bil za kristjane, on je bil terorist kristjanov. In zdaj, pazite, kaj se zgodi. V 10. vrstici, v Damasku pa je bil nek učenec z imenom Hananija. Ta je imel videnje, v katerem je Gospod rekel, Hananija, glej, tu sem Gospod. A vam je to kaj znano? Ko Bog te pokliče, kaj moraš reči? Tu sem Gospod, haleluja. Mene enkrat Matic vprašal, če sem ga klical, mislim, da me enkrat ali dvakrat vprašal, pa se gled, če bo še enkrat mislil, da sem te jaz klical, sam reči, tukaj sem Gospod. Hananija, a si predstavljaš, da bi Hananija glih bil vas zamorjen in bi sam ene neumne nadaljevanke na televiziji gledal in se sladoledom prenažiral in pol bi Bog rekel, Hananija, in on bi rekel, ne bi klical. Dej poklič Boštjana, jaz sem pač danes, nisem v formi. Ne, ti moraš vedno biti v formi, haleluja, amen. Jezus v tebi je vedno v formi, amen. Moraš vedeti, da takrat, ko misliš, da nimaš za 5 egzempel, da si najmočnejši takrat. Ker glih takrat se boš na Boga obrnil, ne na svojo moč. Etko. Ne misli, da moraš biti ful, ne vem kaj, da te v Bog uporabil. Dosti je sam, da si pripravljen. Da rečeš, tukaj sem. Ok, in poglejmo, v kakšne probleme je zdaj Hananija padel, ker je rekel, tukaj sem. Ker vada, lažje je reči, nisem tukaj. Okay? Poklič koga drugega. To je lažje, sam ne boš pa toliko izpolnjen v življenju. Glej, tu sem Gospod. Je odgovoril. Gospod mu je rekel, vstani, reč svojemu sosedu, vstani. Vstani, haleluja. To je dostikrat prvi korak, etko. Moraš najprej vstati, etko. Moraš vstati, haleluja. Ne da se ti, haleluja, una pidžama se te ful drži, vstani, haleluja. Vstani, haleluja. Reč svojemu sosedu, vstani. Aha, ti si že ostal, slava Bogu, deluje. Sem vedel, počas bo začel delovati, haleluja. In pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna. V Judovi hiši poišči človeka iz Tarza, ki mu je ime Savel. Glej, ta človek moli in v prikazni je videl moža z imenom Hananija, kako je stopil in nanj položil roke, da bi spet videl. Noro cerkev. Se pravi, Bog je Hananiji zdaj rekel, pazi, tamle sem že pokazal teroristu, da si ti prišel do njega. Wow, kako ne zdaj Hananija reče ne? Če je že terorist videl Hananijo, da prihaja do njega, razumete? Haleluja. Se pravi, Bog je ful verjel v Hananijo, haleluja. On je verjel, da Hananija bo rekel, okej. Ker on je že preden je Hananiji rekel, naj gre, je najprej teroristu rekel, da bo Hananija prišel. A vidiš to foro?
Noro. Dajmo si še malo to pogledati. Hananija je odgovoril, Gospod, od mnogih sem slišal o tem človeku, koliko gorja je prizadel tvojim svetim v Jeruzalemu. Tudi tu ima veliko duhovnikov pooblastilo, od velikih duhovnikov pooblastilo, da lahko uklene vse, ki se nočejo, ki kličejo tvoje ime. Gospod pa mu je rekel, pojdi, zakaj on je posoda, ki sem si jo izbral, da ponese. In pazite zdaj, Hananija ima izgovore, on vada. Mislim, a nismo taki. Bog nima denarja, jaz nisem vas pameten, daj komu drugemu reči. Zdaj ali nisem v formi, malo sem premlat ali prestar ali presuh ali predebel ali karkoli. In pol, Bog ni užaljen, on mu začne razlagati, haleluja. On mu da še več informacij in pogledajte, kaj mu prav. Bog bo zdaj dal temu človeku, ki ima izgovore, mu bo povedal, kakšen je njegov plan za terorista. Oziroma, kako bo ta terorist zdaj postal en najbolj pomembnih ljudi v Božjem kraljestvu, ki je v bistvu napisal 2/3 pisem v Novi zavezi, haleluja. In prav, Gospod pa mu je rekel, pojdi, zakaj on je posoda, ki sem si jo izbral, da ponese moje ime pred pogane, se pravi njegov prvi klic, da gre do ljudi, ki niso Židje. Da gre evangelij ven iz vseh okvirov religije, kulture, da gre med pogane. To smo vsi, ki nismo Žide. In na drugem mestu, med koga? Med kralje. Se pravi, drugi klic od Pavla je bil, da gre med kralje, da gre med poglavarje, oblastnike in tako naprej. In potem tretji klic in Izraelove sinove. Haleluja. Se pravi, on zdaj trojni klic Pavla razloži človeku, ki ima izgovor, zakaj noče iti do njega. A je Bog dober ali ni, haleluja. Pokazal mu bom, koliko bo moral trpeti za moje ime. Hananija je šel in stopil v hišo, položil na roke in rekel, brat Savel, Gospod Jezus, ki se ti je prikazal na poti semkaj, me je poslal, da jih spregledaš in postaneš poln Svetega Duha. Se pravi, ni dovolj samo, da sprejmeš Jezusa. Ti moraš biti poln Svetega Duha. Amen? To rabiš. Ti moraš biti poln Svetega Duha. Zato recimo prejšnji delo je the best, imeli smo čas sam zaslonjene molitve in sploh smo molili za vsakega, če še ne moliš v jezikih, da si izpolnjen Svetim Duhom, da lahko začneš moliti v novih jezikih in vas je kar nekaj začel. Prvič moliti v jezikih, to je the best. Ampak naj ti povem, tudi če že moliš v jezikih, to ni enkratna izkušnja. Ti vsak dan to deli, vsak dan se izpolnjuj še Svetim Duhom. Ne biti zadovoljen, haleluja. Mislim, zadovoljen na nivo, da nisi več lačen. Skozi Božjem pa lačen še Boga, haleluja. Si še izpolnjen. In Bog te bo izpolnjeval. In najboljši med slavljenjem. Jaz mu dostikrat rečem, Bog, jaz rabim tebe, haleluja. Izpolni me še, haleluja. Nisem zadovoljen, da sem prišel do konca, haleluja. Pa hočem še Boga, skozi, haleluja. Se pravi, in postaneš poln Svetega Duha. In v hipu so padle, kakor luskine z njegovih oči. Spet je videl, vstal, poslušajte zdaj tretji korak in se dal krstiti. Se pravi, takoj, ko je sprejel Jezusa, in to vidimo skozi apostolski del, kaj se zgodi, človek se da krstiti. Naj ti povem, beseda pravilno je baptize, kar pomeni potopiti. Sprejel je Jezusa, bil je spolnjen Svetim Duhom in pol se je dal potopiti. Se pravi, najprej je bil spolnjen Svetim Duhom, pol se je dal potopiti. Se pravi, v bistvu spolni formule, fora je samo v tem, da čim prej delaš te korake, da čim prej sprejmeš Jezusa, čim prej si spolnjen Svetim Duhom in čim prej se daš potopiti v vodi. Mislim, da bomo imeli naslednjo soboto en krst v vodi, potopitev in mi potopimo človeka v vodi samo, če se je on odločil za ta korak. Ker točno to je krst v Svetem pismu. Ni, da te en pošprica po glavi, ker sploh nisi znal do 3 šteti in zdaj si pa kar odrešen. To je totalna neumnost. Ti si odrešen, ko v Jezusa verjameš. In pol se sam odločiš, da se boš krstil, drugače to ne deluje. Ne moreš priti v nebesa in reči, saj so me pošpricali, babica me je na skrivaj nesla v cerkev. Ne, ti se moraš sam odločiti. Zato kjerkoli si, če to gledaš, če si sprejel Jezusa,
kontaktiraj nas na info@naspremi.si in se prijavi na krst. Povej, kje boste, pridem tja. Še boljše pa, da prideš v krščanski center, da se malo z nami družiš, da še spoznavaš Jezusa. Ampak ne ti povem, pogojev za krst je samo en pogoj, da verjameš v Jezusa. Haleluja. Ne čakaj, da boš popoln, pa se boš dal krstiti. Ker ta trenutek ne bo nikoli prišel. Ker tudi mi v cerkvi nismo popolni. In tako da bližje boš pa popolnosti, če se boš dal krstiti. Sigurno, haleluja. Lahko celo, da boš ozdravljen kakšnih stvari, da boš ven iz vode stopil. Lahko, da bo ena prekletstva ostala tam pod vodo, haleluja. To je ful dobra stvar. Duško, koliko dolgo si ti čakal na krst? Par tednov? En mesec, aha. Dokler nismo tople vode najdel sred februarja. Ja, amen. Včeraj je en nov vernik, je rekla žena mu, ker je rekel, Klemen, pa čak, ne, zdaj glih neki dež, ne bomo se zdaj krstili. Pa je žena rekla, pa kva kompliciraš, itak boš mokar. Itak se boš zmočil, haleluja. Cel boš pod vodo, kva te pol dež ubira, haleluja. Ja, haleluja. Se pravi, poglejte, kaj se je pa zgodilo. Zaužil je hrano in vrnile so se mu moči. Se pravi, poanta tukaj je, recimo, da je ta oder časovna premica, kako Bog gleda stvari. In recimo, da je to konc življenja na tej strani, da tukaj se vse konča. In tukaj se rodiš, in tukaj se ti stvari dogajajo. In zdaj tukaj jaz Hananijo predstavljam. In v bistvu Pavel je tukaj že slišal Boga, ki mu je rekel, prišel bo Hananija do tebe. In šele potem je Bog prišel do Hananije, pa rekel, lej, Pavlu sem rekel, da boš prišel. Je dober prodajalec Bog, haleluja. Ni mu dal šanse, lej, povedal sem teroristu, da priješ. Šefu mafije sem rekel, da mu boš prišel pomagati. In rekel, ok, ajde. In zdaj fora pa v tem, da Bog je vnaprej vedel, da bo Hananija prišel. Če ne bi on bil lažnivec, razumete? Pavel ne bi mogel zaupati Bogu, če Hananija ne bi prišel. Ne bi mogel, etko. Se pravi, Bog ti nikoli ne bo nekaj rekel, kar se ne bo zgodilo. Amen? Se pravi, če ti je Bog nekaj rekel, pa lahko računaš na to. Amen? Zakaj? Okay, jaz sem se to dosti spraševal, Bog, ki mi je dal tako, s kom nekaj delam, pa gor dol, in pa se rekel, Bog, ampak ta človek ima svobodno voljo. On lahko te posluša, lahko ne, lahko si premislil. Ne, haleluja, Bog točno ve, kako se bo človek odločil. Človek ima svobodno voljo, sam v Svetem pismu piše, da Bog pozna tvoj začetek od konca, haleluja. On iz te točke gleda celo premico, haleluja. In on točno iz tukaj vidi, Savel bo hotel še naprej moriti kristjane, tamle bo luč padla na njega, dober se bo odločil, tukaj imam že Hananijo pripravljeno. Bog ni nikoli presenečen, on nikoli ne reče, ne vem, kako naj zdaj Duško tu pomagam, prej sem mu pomagal, pa je pa zamočil, zdaj pa več ne vem, kva ne naredim, mislim. Vse kvisko te je že pokuril, ne vem, nima več idej. Angel Mihajla, imaš ti kakšno idejo? Ne, daj Gabriela vpraš, jaz z Duško to več ne ukvarjam. Ne, Bog, on ni nikoli brez idej. Zakaj? Ker on je že točno videl, Savel se bo spreobrnil. Hananiji bom rekel, Hananija se bo dobro odzval. Zato lahko že naprej Savlu rečem, da bo prišel Hananija. Razumeš? Se pravi, Bog ti bo govoril, s kom deli, s kom ne delati. In s kom je dost, da se družiš. Potem pa rekel, to ni dobro zate, zameni smer, pa je to smer. A si se kdaj vozil, ker nisi vedel, kam greš, ampak si bil odvisen od GPS-a. Meni gre eni GPS-i ful na živce, ker misliš, da moraš zaviti levo, je pa šele čez 50 metrov treba zaviti levo. In če si v velikem mestu, to pomeni, da si izgubil 20 minut. In pol zamudiš in cel sistem se ti sesuje.
Ampak dobra lastnost GPS-a je, da tudi, če si zamočil, te bo po najhitrejši poti nazaj pripeljal, oziroma ne nazaj, ampak naprej proti cilju in to je the best. Bog te ne bo sam nekam nazaj vrnil in ti bo utrujil, dokler ne boš šel nazaj na točko A. Ne, on te bo iz točke B, kjer si zamočil, spet po najboljši poti vodil do C. Amen? On te ne uživ ciru, pa ti težil. On bo vedno delal, kar je najbolj zate. Zakaj? Ker te ljubi brezpogojno. Zato, recimo, ko je Hananija rekel, tu sem, to je instantna poslušnost. Tu, če je pol imel zgor, nima veze, ti takoj poslušaj Boga, tu, če te je strah. Tu, če mu boš pol težil, da ne moreš, pa ne znaš. Nima veze, pol mu lahko težiš, sem najprej se odloči, ja, okej, Bog, grem, sem dober, daj. Dokaž mi to, pomagi mi tle, to ne znam. To mu lahko pol govori, vse ti bo dal na svete. Ampak moraš se zavedati, da tudi, če si že zamočil, da ti je Bog nekaj rekel, pa ga nisi poslušal, moraš vedeti, on ima nov GPS zate. On bo preusmeritev naredil takšno, kaj je najboljše zate. Amen? Zakaj? Ker pozna od konca tvoj začetek. To pomeni, da on je vedel, da boš ti 50 metrov prehit zavil. On je že vnaprej vedel in je že na drugi točki pripravil zate rešitev. Haleluja. Amen? In je točno vedel, da boš rabil še eno pomoč. Haleluja. Zato piše v pregovoru, tu če pravičnik pade 7-krat, ga Bog spet dvigne. Amen? Rec bomo sedel, ne usta dol. Ne usta dol, haleluja. Bog je vedno s tabo, haleluja. On te bo vedno dvignil. Amen? Boga nikoli ne moreš razočarati. A si imel kdaj kakšno avtoriteto v svojem življenju, ko čim te je videl, je bil razočaran? Ko ti je že tokrat pomagal, pa si zamočil, čim te je zagledal, spet bojo težave. Bog nikoli ni tak. Ti v Bogu vedno lahko priješ, pa te bo vedno ful vesel. Vedno, zakaj? Ker sam, da si prišel, mu je the best. Amen? Amen, že to je čast, da si sploh prišel. Da si vstal, da nisi vstal dol. Amen? Že to je uspeh, da si živ, pa da še vedno verjameš v Jezusa. Včasih je to vse, kar lahko narediš. Da nisi izgubil vere, hvala Bogu. Pozab na materialne stvari. To se bo vse lahko vrnil nazaj. Haleluja. Ne skrb. Haleluja. Važno, da vere nisi izgubil. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Oče, hvala ti za pričevanje Jezusa v našem življenju. Oče, jaz molim, da kdorkoli to gleda, oče, da se sreča s tabo, oče, kdorkoli se ni srečal, haleluja. Sam reči, Jezus, pridi v moje življenje. Jaz hočem biti tvoj učenec. Jaz se moram srečati s tabo, haleluja. Jaz nočem biti v temi, jaz hočem hoditi v luči nadnaravnega življenja. Hočem biti Božji sin, haleluja. Moram se srečati s tabo, haleluja. In Sveto pismo pravi, če boš v srcu verjel, ne v glavi, študiraš teologijo, ti nič ne pomaga, če v srcu ne verjameš, haleluja. Kdo bo v srcu verjel, da ga je Bog obudil od mrtvih in ga z usti priznal za svojega Gospoda, bo odrešen. Hvala ti, Oče. Oče, jaz molim, da imamo pričevanje v svojem življenju, da lahko podelimo, kako smo bili izgubljeni, kako smo se srečali z Jezusom in kako nam je zdaj spremenil življenje, haleluja. Kako imamo smisel in namen z Bogom, haleluja. Hvala ti, Jezus. Oče, molim, da tako, ko si nokavtiral apostola Pavla, da si ga obsijal z lučjo, Oče, da obsiješ vse naše družine, znance, prijatelje, Oče, ljudi, s katerimi živimo, haleluja. Vso našo sfero vpliva, kjer smo. Oče, molim, da se ne kregamo z ljudmi, kaj je prav, kaj je narobe, ampak da hodimo v toku tvoje luči, da tvoje luči iz nas pride na njih, Oče. Oče, da lahko človeka ven iz teme dvignemo v imenu Jezusa, haleluja. Oče, stegam svojo roko, znamenji in čudeži, naj se godijo čez nas, da odpade slepota z oči ljudi, Oče, haleluja. In Oče, hvala ti, da imaš še ful takih ljudi, ki je Savel, haleluja, v Sloveniji, haleluja. Oče, molimo, da se jih dotakneš, haleluja. Hvala ti, Jezus. Oče, predajamo ti ta narod. Oče, molimo, da tvoja luč premaga vso temo v tem narodu, haleluja. Uporab nas, Oče.
Mi ti govorimo, reč Bogu, tu sem, haleluja. Sam rečemo, tu sem, haleluja. Tu sem, Gospod, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče, haleluja. In če še nisi izpolnjen Sveti Duh, sam prosi ga, reči, Sveti Duh, jaz moram biti izpolnjen. Izpolni me, haleluja. Hočem se srečati s tabo. Hočem biti poln tvoje prisotnosti, tvoje moči, haleluja. In če se še nisi krstil v vodi, potopil, naredi to, haleluja. Jezus, le kakšen bo Jezus, pa je to naredil. Koliko je bil star 30 let, pa je tudi zate še upanje, haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Amen. Bodite blagoslovljeni. Kdorkoli, če še rabaš, mu to lahko priješ naprej.